nisem pa tak, da bi pa zdaj, ko eni ko uživajo, pa se zbudijo doma, pa posnamejo nek video, pa to. Jaz, ko pridem domov, je trgovina zaprta. Ampak ni dobro, da v Sloveniji to deluje, mislim, živiš od tega. Kar jaz počnem? Ja. To pa ja. Tako da, hvala Sloveniji. Moj tim. Jaz sem že od nekdaj pisal stvari, pa me ni bilo nikoli za objaviti. In tam 2016 sem dobil idejo za ta dva lika, skrivna agenta. Neko vmesno pot, bi rekel, med Austin Powersom pa med James Bondom. Pokrovitelj oddaje, založba Primus in podjetje iKomp, računalniške storitve. Moj gost je Jure Godler, pisatelj, voditelj, skladatelj, 3 pikice. Jure, živijo? Pozdravljena, me je tako všeč, da si začela s pisatelj, zato ker zadnja 3 leta res delam velike napore v tej smeri in me noben nikoli ne predstavi kot pisatelj. Kako to, da sem te jaz zdaj? Ker v bistvu, če bi razmišljala, Ja. najprej rekla voditelj. Na Voditelj. vseh medijih. Ja. To je pa na drugem mestu, oziroma to je na prvem mestu, če sem iskren, ampak pisatelj pa še nisem bil poklican. Vse to je pa bolj, kot kar včasih preberem v časopisu, če se znajdem kje, humorist. Ja, mislim, da celo Wikipedija, da te tako nagovarja. Humorist. Ampak poslušaj, a tebi ni, mislim, to, da si skladatelj, a ni to ponavadi tista elita, tisti naziv, ki bi človeku, kot dr, recimo, skladatelj mi je podobno kot dr, ne? Nekaj resnega. Ja, v tej smeri sem se šolil. Jaz sem skladatelj po izobrazbi. Ja. In mogoče bi to moglo biti na prvem mestu, ampak zdaj zadnjih 10 let je to v ozadju. Oziroma je to tretja stvar, kar sem po vrstnem redu. Če rečem, da sem TV voditelj pa pisatelj, sem skladatelj, zdaj samo še za hobi. Žal, življenje je tako prepanalo. Ampak veš, jaz pravzaprav res ne vem, kaj ti si, ne. Res, ko te gledam, mislim, midva se nisva videla v živo. Že 15 let. Že 15 let. Ja. In takrat, če grem zdaj 15 let nazaj, Ja. v tisto sobico, kjer smo delali takrat oddajo Tistega lepega popoldneva Tako. na nacionalni televiziji. Yes. Lej, jaz ti moram povedati iskreno, ne. To je bil tam en 20-letnik, recimo. Takrat še, ja. Ja, no, saj tudi pri meni so določene razlike. In ta fant je bil res, mislim, nikamor ni šel z nami, recimo. Sej ne, da imam jaz lepe spomine, nimam lepih spominov na tisto leto, ampak vseeno, recimo smo šli na kavo, smo imeli sestanek, ampak tebe nikjer ni bilo. Ti si prišel z neko aktovko Ja. pri 20-ih v službo Ja. in sedel za računalnikom in imel si napisane, ne vem, ali pesmi, ali skladbe, ali kaj si ti počel, nisem si upala niti preveč tja gledati, ampak skratka, tam si bil kot en otok sam zase. Kaj se je potem zgodilo v naslednjih 20 letih, da zdaj danes tu sediva? Razpad sistema, totalno. Ja. Zdaj hodim pa samo še na pijače. Zdaj ne več nič drugega. Ne, res je bilo takrat, to je bilo prvo leto, ko sem bil jaz, mislim, da, oziroma drugo, tretje leto, ker sem bil z doma. In za človeka, ki pride z ene vasi v Ljubljano, ga lahko hitro breme te modernega urbanega središča slovenskega hitro pokoplje. Ja. In mene je, nisem se znajdel najbolj tu in sploh, ko sem pa začel na televiziji delati, ker roko na srce, ta cela ekipa, ki je to oddajo delala, se je poznala odprej. To so bili neki televizijski ljudje in jaz pa rabim nekaj časa, da se spoprijateljim z ljudmi. Rabim nekaj časa, da neke veze naredim z ljudmi, ukolikor jih sploh. In takrat pač je bila takšna situacija, da sem bil bolj outsider Ja. v tistem okolju. Ampak kaj si ti takrat v tisti pisarni, recimo? Mislim, ti si marsikaj tam počel. A se spomniš, kaj si ti tam počel? Ne, kakšna je bila tvoja vloga v TLP-ju, to vem, ampak kaj si ti tam počel? Še druge stvari? Vse ne moram povedati, so kamere vklopljene, ampak tisto, kar pa sem počel, je bilo to, da se mi je zdelo famozno, da imam dostop do tistih dnevnih surovih materialov, ki so jih novinarji snemali, ki smo jih uporabljali, da smo jih sinhronizirali. Ne. In jaz zelo rad opazujem skrivaj ene zadeve in mi je všeč, če gre nek novinar nekam nekaj posnet, še zdaj rad surove posnetke gledam na Planet TV, ko delamo oddajo, to drugo, ta teden z Iretom Godlerjem. Všeč mi je ta, da imam, kako bi rekel, božji pogled na neko dogajanje. No, nisem tak, da bom v grmovju bil, pa da bom na plaži nekoga gledal,
Ampak posnetke surove pa gledam. A res nisi? Ne, res nisem. Ne, nisem, ker se bojim, da bi me dobili. Ne, se ne. Pač, Skratka, še nisi. Se razvijaš. Dobro, malo šalo na stran. Ampak to, kar se pravi, ti si zelo v bistvu deluješ zelo klasičen, bom rekla, ampak pravzaprav si zelo modern človek, ki gre zelo korak s časom, z mediji, podcasti, to vse deluje, marketing deluje. Ja. Mislim, a ti je to v redu ali to mora biti zate? Kako se res znajdeš v tem modernem svetu? Mislim, da je tvoja duša kar stara. Jaz sem dosti pragmatičen človek, se znam zelo hitro prilagajati. Jasno mi je, da če si vpet v eno družbo, da moraš delovati znotraj nekih meril te družbe. In če se ukvarjaš z mediji, če objavljaš knjige, če si na televiziji, da mora delovati tudi aparat, tako kot si rekla, marketinga, treba je biti dostopen ljudem, ampak strogo črto pa potegnem pri zasebnem življenju, pa pri javnem. Ja. Nisem pa tak, da bi pa zdaj, ko eni uživajo, pa se zbudijo doma, pa posnamejo nek video, pa to. Jaz, ko pridem domov, je trgovina zaprta. Ti imaš to črto res strogo potegnjeno. Zelo strogo. Pravzaprav v tvojem zasebnem življenju res ne vem ničesar. Kar se da razbrati iz tvojih podcastov z Davidom Urankarjem, Gospoda, ne? Ja. Neke stvari ven prihajajo, recimo, ampak še to nikoli ne vem, ali je to res ali ni. Nič ni res. Nič ni res, Ne. tudi če je. Umetnost tega je, da če nastopaš, če si začel oziroma začela eno stvar zaradi ljubezni do televizije, Ja? ali pa iz ljubezni do gledališča, ali pa do filma, igralci pa ne vem, kdo še vse, se mi zdi umetnost, da to gojiš takrat, dokler kamere tečejo, ko je pa enkrat konc, je pa konc. Se pravi, kaj je tebe pripeljalo ljubezen do česa? Ker vendarle ti si začel, zanimivo, v rubriki 5 minut slave. A je bilo ljubezen do slave tudi? V bistvu sem začel prej, ker marsikdo misli, da je bilo to 5 minut slave, pa v bistvu ni bilo. Ker sva s Tilnom Artačem, ki sva nastopala v 5 minut slave v oddaji Tistega lepega popoldneva, sva prišla na sestanek za TLP v petek, oprosti, v sredo za nedeljo. V sredo za nedeljo. Tako, v sredo je bil sestanek, tisti tedenski, kaj je bil nedeljo, in smo prišla na tale sestanek in sva pred vhodom v pisarno srečala Saša Hribarja, ki je rekel, ko pa vidva, fanta. Midva bova pa na tej rubriki, najni dol takrat, ne, bova pa v tej rubriki 5 minut slave, a ja, ko pa počnete. Imitirava, imitacije imava, v bistvu smo imeli vse imitacije iz Radia Ga, skoraj vse. In je rekel, je pa pridite na radio v petek. In sva prišla na radio, oziroma jaz sem prišel, Tile ni mogel, ker je takrat imel študijske obveznosti. Jaz sem prišel pa še tisti petek prej na radio, tako da sem bil prej na radio Petek, Ga. potem pa v nedeljo pa na 5 minut slave. Na 5 minut slave. Pravi, to je bilo že tvojih drugih 5 minut slave. Ja, ne, slava me ne zanima. Mislim, ker slava, to je oziroma več nivojev je tega. Ja, nisi prav dosti pripravljen storiti za slavo. To bi res potem rekla, da te slava ne zanima. Ne vem točno, kaj pomeni slava. Zdaj, če vzamemo tisto slavo, da bi nekdo rekel, da je človek slaven, jaz tega ne bi stopnjeval, tega pridevnika, in bi rekel, človek je slaven, pozna ga v svet. Ali pa človek je znan, pozna ga Slovenija. To je ta razlika, ki bi jaz rekel. Ne vem, če bi lahko v Sloveniji rekli, da je človek slaven, razen Luka Dončić, seveda, oziroma imena, ki so prodrla na svetovni trg. To so vzame slavni ljudje. To je. Če so pa v medijski sceni v Sloveniji, smo pa znani širšemu krogu ljudi. Ne. Javne osebnosti bi lahko Javne osebnosti, recimo temu. tudi rekel. Ja. In kaj je tisto, 5 minut javne osebnosti. Ja, no, vse teh 5 minut se je daleč razvleklo. Se me zanima, kam zdaj potuješ v tem svojem, glede na to, da si postal še pisatelj, ampak ne greva še k pisateljevanju. V čem zares uživaš? Kaj tebe, kaj te uresničuje, recimo, bom rekla, na medijski sceni, no? Ker si voditelj na televiziji, imaš podcast, skratka se pojavljaš medijsko, te človek lahko tudi gostuješ in tako naprej. Kaj te V uresničuje? televizijskem delu, se pravi v vodenju, kakršnega počnem zdaj, se najbolj
najdem. Oziroma sem se najbolj našel po vseh teh letih, po 20 letih, ker takrat po 5 minut slave, ker sem odkril tiste plagiate, smo potem igrali še v raznih skečih, smo like igrali. Veliko sem bil žensko oblečen, to mi ni odgovarjalo, jaz sem to zelo pozno odkril. Res ne deluješ prav? Ne, ni mi bilo tiste stare mame, pa babice sem tam imitiral, ker sem jih imel na Radiu Gaga. Ampak nekaj je stati pred mikrofonom, nekaj je imeti pa tisto kitlo na sebi. Ja, ne, ampak počakaj, a verjameš potem v naključja? Mislim, aj slučajno se to zgodilo? Če malo greva v psihoanalizo, ker si rekel v enem podcastu, da zelo rad greš globoko stvari pogledati. Notri, kaj se skriva. To ja, ampak ne v tem primeru. Tega si še ne upaš? Ne, tudi se ne bom vračal v tiste vode. Ker zdaj, to, ko imam dostojanstven pult, kravato, obleko in prezentiram tekst v kamero, to mi zelo leži. Uživam v tem. Ali pa na Milijonarju, tam pa najbolj. Tisti je pa sploh happening, vsako snemanje. Čeprav so zelo naporna snemanja. Ker se snema 3 oddaje na dan in je velika količina ljudi, ki se menja in to. Ampak v tistem najbolj uživam, v tistem se najbolj najdem. In tle bi rekel nekako, da sem se našel. Ja. V TV vodenju, kar se tiče televizijskega dela. Ampak v bistvu potem tudi, ker recimo, to je moje laično mnenje, jaz vidite takrat 15 let nazaj označila za samotarja, ne? Recimo za socialno nepretirano, ne? Ampak kaj, v bistvu potem uživaš tudi v delu z ljudmi, v sodelovanju z ljudmi? Vedno bolj. Vedno bolj, ker sem zelo, tako kot sem rekel prej, dolgo časa traja, da navežem stik z nekomu in to, ampak ko pa ga navežem, je pa ta stik krasen. In pri Milijonarju, pri kvizu sem se pa navadil, oziroma rečemo temu, zverziral v tem, da ta stik postavim zelo hiter. Ker nekaj ni časa preživeti 3 ure. Bog ve s komu, kdo bo zmagal na hitrih prstih, da bo prišel gor. Ja. Tako da iz tega stališča mi je zdaj to uspe hitreje, kot ponavadi. Ampak je res, o tem jaz velikokrat razmišljam, kako lahko te pol ure, ki jih imava na voljo, po 15 let se srečava, kako zdaj midva pa lahko, a veš, najbolj možno avtentična, spontana, ne vem, karkoli. Lažje bi bilo, če bi šla za teden dni prej malo potovati okrog. Ja, kaj spit. Kaj spit za en teden, res? Pa imela sezono na DVD-ju in ki ne bi bila za javnost. Mogoče imam globoke psihološke težave, ki še nisem odkril, ampak če prijem v družbo ljudi, enostavno ne... Ne vem, zakaj ne morem nobene... Gnečo, pardon, ne družbo. Gnečo ljudi. Gnečo ljudi sem mislil reči to. Pa imam pri tebi občutek, da vse stvari, čeprav so mi smešne, v bistvu so resne. Jaz sem zelo resen človek in največji problem imam pa v življenju, ko nekdo pride do mene in se nekaj pogovarja z menoj. Ne vem, recimo, da ga spoznam ravnokar, ali pa jo, in rečejo, a lahko, prosim, začneš zdaj normalno govoriti. Kako normalno? Pa tako govoriš na televiziji, a lahko normalno govoriš. In to pa lih toliko, da ne zamerim, no. Ker ne znam normalno govoriti drugače, kot govorim. Vidiš, to je to, ne? Spreminjanje vlog, imitiranje, kdo si, kje si, a ti veš, kdo si. Ja, to je bilo včasih, ampak jaz nisem bil nikoli na tem nivoju. Na tem nivoju so bili moji kolegi, pokojni Šarec, mislim pokojni v tem smislu, Hribar, Mastnak, Artač. To so največji talenti za imitacijo v Sloveniji. In to so ljudje, ki bi utegnili imeti te težave, poglabljanje v like pa to. Jaz nisem nikoli v redu imitator. Jaz sem imel nekaj likov tujih, ki sem jih imitiral, ker me je tujina vedno bolj zanimala kot slovensko politično stanje. In to se ni spremenilo, če smo že pri tem. Kako ti uspe to tvojo, recimo, kritičnost narediti tako zelo mehko? Mislim, če me razumeš, res človek ti skoraj ne bi mogel zameriti enih stvari, kot da ni v tebi tiste jeze, recimo, zadaj, ali pa kot da ni v tebi tistega res sojanja ali kaj takšnega, ne vem, a se sam tudi tako doživlja. Jaz nisem noben glasnik, noben prvičnik, noben, kako bi rekel, pridigar, to meni ne leži. Naša naloga je delati razvedrilno oddajo, katere žanr je politična satira, oziroma karkoli, bi rekel, povezano z novicami, ki se jih da obrniti
na smešen način. Če nam znotraj tega uspe neko družbeno koristno noto dati gledalcem in gledalkam, toliko boljš, ampak da bi se pa ukvarjali z nekimi globokimi sporočili, z nekimi pridiganji v političnem smislu, pa to pa ne. Harold Pinter je nekoč rekel, katerakoli ideologija, politična ideologija je sumljiva. In tega se mi držimo. Mi smo samo za osnovne humanistične principe, da imamo živeti v miru in pa se ne pobijati med seboj. Ja. Ampak da bi pa se spuščali pregloboko, to se pa ne. Naš namen je predstaviti novice tedna na komičen način v oddaji ta teden. Na satiričen, na duhovit. Imaš pri tem kakšno mejo? Vendarle ti to delaš. Se kje ustaviš, ali o čem razmišljaš, ali bi šel čez to mejo ali ne bi šel, pa potem ali greš ali ne greš? Bi lahko bilo še hujše? To je dobro vprašanje. Mi smo imeli naša intenziteta tega, kar smo počeli, ker so se pisti spreminjali vmes in to je bila vedno, je malo nihala. Včasih smo bili zelo oštri. Potem smo videli, da to načeloma ni okej, ker vedno izpade preveč sovražno potem. Jaz pa nočem izpasti preveč sovražen in čas, bi rekel, so prišle čez neke osebne note, pa neka jeza, pa to. Drugih piscev, v bistvu, ki si jih potem ti interpretiral. Tako jaz, ja. In tega smo se vedno hoteli izogibati. In upam, da se zdaj držimo nekih srednjih frekvenc, ker se mi zdi, da ni v redu preveč. Ker tega sovraštva pa podpihovanja sovraštva je že na družabnih omrežjih. Povsod preveč. Povsod preveč. In mislim, da ne rabimo še mi prostavljati pisker k temu. Ja. V bistvu si res odkril, no? Kaj je tvoja misija oziroma tvoja vloga in jo kar suvereno pelješ. Ampak tole pisateljevanje, to, jaz ko sem prebrala tvojo to prvo kriminalko, Casino Banal. Ja, to sem bila pa res presenečena nad tem pisanjem. Ja, kot da si šel res do konca. Mislim, to, kar si tam pisal. To je pa lepo slišati. Če ne bi bilo tvojega imena, seveda se ne moraš vedeti, kakšen pisatelj je nekdo. Ampak recimo, če ne bi bilo tvojega imena tam, bi rekla, to je pa Tadej Golob. Tadej Golob, ne, sploh ne on. Ampak recimo, če bi bilo 10 imen in vmes tvoje, 10 bi bil, ki bi ga označila, to je pa Jure Godler. Mislim, presenečaš potem, res sem se rekla, pa odkud pa on to, odkud pa njemu ta intenziv, se pravi, deluješ tako mirno, to urejeno, potem pa tam taka intenzivnost, taka perverzija, kar povej. Ja, in vse to. Odkud pa to vlečeš? Jaz sem že od nekdaj pisal stvari, pa me ni bilo nikoli za objaviti. In tam 2016 sem dobil idejo za ta dva lika, skrivna agenta. Neko vmesno pot, bi rekel, med Austin Powersom pa med James Bondom. James Bond mi je vedno bil preveč resen, Austin Powers mi je vedno bil preveč butast. Pa sem rekel, če bi pa neko vmesno pot, se pa da to narediti. Pa sem seveda črpal iz nekih osebnih zadev. Mislim, karkoli osebnega je zelo zanimivo, ne? Ja. Karkoli, ja. In sem rekel, takrat, ko sem pa to začel pisati, sem rekel, zdaj bom pa jaz to dokončal. In od takrat naprej sem spostavil si en ritem za pisati. Zdaj pišem, dopoldneve pišem, popoldneve pa snemam. No. Ja, ampak te je ta knjiga tebe sprostila v resnici, zato ker tu se mi pa zdi, da tu pa ni nobene zavore. Ne. V tej knjigi. Tu je pa toliko stvari, za katere bi lahko rekel, da so pretirane, ampak seveda niso, ne? Dajo ta intenziteto, dajo to moč tej knjigi. Ampak, a te je sprostila, kaj je tebi prinesla ta knjiga, ko si jo enkrat zaključil in dal na police, kaj ti je prinesla? Ni bilo bolj tako, da je to ena stvar, ki je prišla iz mene ven, ampak je bolj tako, da je to produkt nekega obrtništva, pisanja. Ni, ki si prebrala knjigo, to je komičen, avanturističen roman. Ni neko izpovedno delo, ker tega jaz ne bi znal napisati nekega sporočila za svet, jaz nimam. Razen to, da bi rad, da se ljudje zabavajo, ko berejo mojo knjigo. In iz tega stališča
mogoče pride čez to, kar si rekla, da ni zavore, pa da ni tega. Nekaj, kar sem se naučil od Tarantina in njegovih del je to, da se nikoli pri nobeni ideji, ki jo ima, ne drži nazaj, oziroma ne pusti umu, da bi reguliral neko odpičeno idejo, ki jo dobi. To je to, ja. Se pravi, če pride nemški general v eno francosko hišo, spraševati tistega lastnika hiše, kje so eni židje, oziroma kje jih skriva, in če se je zamislil to, da jih bo potem pobil, ko jih najde pod tlemi, pod deskami na tleh, si ne pusti, da bi iz tega delal umetnost, ampak samo surovo drži, suspenz, dokler gre, in potem naredi to, kar je. To sem nekako zaznal pri njemu in tega se sam držim, ne da bi zdaj rekel kopiral ali pa kaj, ampak v stilu dela, v naravi dela. Nekako si se s tem lahko identificiral. Če dobim idejo, jo dobim takšno, kot je. Zato sem imel v preteklosti, sploh v TLP, včasih kakšne odpičene ideje, pa sem jih začel nekaj regulirati. Ja. In potem je še bolj čudno ratal vse skupaj in potem je ratal en čuden Monty Python. Pa ne, da njem rad Monty Python, ampak Monty Python so svojevrsten eksperiment. To ne more biti nikoli nek mainstream. To je nek spomenik prejšnjemu času, neki avantgardi, ki v današnjih časih ne more iti več čez. Ampak ni dobro, da v Sloveniji to deluje? Mislim, živiš od tega. Kar jaz počnem? Ja. To pa ja. Tako da hvala Sloveniji. Moj tim. Ja. No, mogoče bi te res vprašala, zdaj si ti napisal že drugo knjigo. To pomeni, da si res postal zdaj pisatelj. Ja, zadal Pravkar sem je šla, ne, septembra. Tako, nadaljevanje Casino Banal, oziroma kdo ni prebral Casino Banal, lahko tudi začne z drugo. Ni nič narobe. Ni serija. Ne. Pa v bistvu je opis knjige na zadnji strani, tako da tudi ni treba brati, samo če jo kupite lahko. Ja. Ne bo zelo veliko, pol minute vzame, da se preberete. Od zadnje pa zelo lepa naslovnica, morje. Gre za nadaljevanje. Zadal sem si vsako leto eno knjigo izdati in do zdaj mi je to ratalo od leta 2009. 2019. Pardon, 2019. Tako. Ja. Tako. Ja, to se pravi, imaš že idejo za tretjo? Absolutno. Tretja. Imam še ene par zgodb s temi liki, ki so nastopali v Casino Banal, za katere imam že skoraj izdelano. Ker jaz ne pišem tako, da bi se usedel, pa ne vedel, kaj bo prišlo na naslednji strani. Ja. Jaz delam tako, da imam detaljiran sinopsis za vsako poglavje, za vsakega od 20 poglavij. In se tega držiš do konca. Absolutno, ker v bistvu, ko sinopsis pišem, se trudim, tam v bistvu samo še dialogi manjkajo. Ja, ampak je pa tisto, ko vsak pisatelj reče, tudi knjiga mene vodi. Polovico vodim jaz knjigo, polovica pa knjiga mene, pa potem pri četrtem poglavju že moj plan pade, pa se obrne. Ni. Od A do Ž, Jure Godler, vajeti v svojih rokah. Absolutno. To je bil en tudi primarnih razlogov, zakaj jaz nisem bil nikoli dober improvizator, kot so fantje na Radiu Gaga. Jaz ne znam improvizirati. Ma to je nemo. Jaz ne vem, kako bi to skupaj dala. Kaj pa ti pa spontanost? Spontanost je drugo, ampak govorim o strogem programu. Ja. Če pridejo na oder 4 improvizatorji in imajo pol ure, oziroma uro pa pol dolgo predstavo, je velika verjetnost, če niso neke preverjene igre, ki vedno izcimijo nek smeh, zagotovo, je velika verjetnost, da bo 1 ura za nič, pol ure pa dobre. Ali pa kakšna druga razmerja, ne? In jaz tega nisem pripravljen podpisati. Nikoli bil, ne? Ker nisem bil strokovnjak res na tem področju. Jaz moram imeti od A do Ž napisan tekst. Me pa veseli, da mi včasih kdo reče, ja, Jure, smo gledali ta teden, sam pismo si facal, kamero, pol ure z glave govoriti, dober si. Ja. Jaz pa rečem, ja, lej, kdor zna, zna. V glavnem Strotel Bob naberem. Ja, sej jasno, sem še dobro, da te ljudje ne vejo vsi, ne? Da Boban tudi obstaja. Ja, ampak
No, kaj pa življenje? Ne? Zdaj ti moram postaviti kakšno življenjsko vprašanje. Življenje pač pa ne moreš zdaj, a ga tudi načrtuješ od A do Ž in kar vse teče po tvojih planih in nikoli te ne preseneti in ne preobrne in ne strese in ne vrže v drug kot in podobnih izrazov. V bistvu je poletje za nami in poletje je tisti čas, ko mene spomni na to, da jaz nimam življenja. Žal. In me dokaj depresivnega naredi, ker vedno je tako. Joj, mislim, ne vem, človeku bi še lahko ne jokam, ampak mi gre na smeh. Ja, to je res fascinantno pri tebi, Jure. Vprosti, to je odziv, ki ga izzove ponovadi Charlie Chaplin. In to sem čisto zadovoljen s tem odzivom. Ne vem, ali se reče temu deloholik, ali se reče, ne vem, jaz v glavnem vem, da se zelo veselim vedno dopusta, ker čez leto skozi delam. Nimam frej čisto nič. Zjutraj se zbudim, pišem, potem popoldne grem snemat. Ampak se pozno zbudiš, ne? Relativno pozno. Po 9. Tako, pol 10, potem začnem pisati, potem grem na snemanje in to je z dneva v dan. Če imam frej, imam ponedeljek, kakšen frej, pa še to pišem cel dan takrat. In potem rečem, zdaj bo pa dopust, fajn. In potem grem, ne vem, na morje. In po 2 dnevih jaz dobim tašno tesnobo. Resnično to govorim. Mislim, problem imam, ker ne morem biti več naprej, čeprav imam še 10 dni dopusta, pravzaprav. Rezervirano, recimo plačano nekaj. Ne morem biti tam, ker imam občutek krivde. Da ne delaš, da nisi dovolj produktiven. Ja. Da čas mečeš stran. Ja. In prav grozno se počutim. In potem moram delati nekaj naprej. Ja, ampak a veš, a ne moreš recimo tega občutka krivde nekako zapakirati s tem, da vsak človek rabi tisti počitek, da si počije telo, srce, vse, a ne gre to? Jaz to sprot delam zvečer. Se počivaš? Ja, ker ne vem, sedem, berem nekaj in vidim, da ko berem nekaj ali pa gledam na televiziji nekaj, kar je zelo polarno od tega, kar jaz v življenju počnem. Ne bom šel neko komedijo gledati tam ali pa Monty Python zvečer. Ampak grem, ne vem, karkoli, kar je zelo oddaljeno od mene. A pa se ti ne zdi, da ta svet ravno to preveč hoče biti funkcionalen, preveč drvi, preveč hoče biti, da je vse narejeno, da ves čas je treba delati, da ves čas je treba nekaj izpolnjevati, nekaj izvrševati, a ni to problem današnjega sveta? Ravno to, da nima tega zapika, tega miru, tega prostega teka, bom rekla, prostega teka. To je vse res, ampak jaz mislim, da drugače ne more biti. Ljudje niso tako narejeni, da bi v današnjem svetu, ko je internet, pa ko sem lahko čez 6 ur v New Yorku, jaz mislim, da zna biti kontraproduktivno se na ta način spraševati, ker na ta način si samo zadajamo ene cilje, ki so drugačni od tega, kar imamo in nam tukaj zmanjkuje. Če so pa ljudje preveč izčrpani od tega, kar počnejo, pa da nimajo resnično dovolj časa zase, tudi tekom tedna, da res porabijo nek dopust, to je pa res, ampak človeška natura je taka. Ampak še nekaj je pa res, ne? Da velika razlika je, le človek počne nekaj, kar res rad počne in s čimer sam sebe izraža, ali pa počne nekaj, s čimer se ne identificira, ki mu ne prinese notranjega zadovoljstva, ne izraža svojega talenta, ne daje družbi in tako. To je pa enkrat ena. In komur uspe najde to, je res lahko srečen. Jure, hvala ti. Hvala, da si prišel. Z največjim veseljem. Lepo te bilo videti po 15 letih. Upam, da spet kdaj prej. Jaz tudi. To je bil Jure Godler. Računalniško podjetje Icom Brežice za vas opravlja storitve servisa, prodaje in poslovnega IT vzdrževanja.